mi za takšno delitev pokrajin ob tako nepripravljeni tudi ostali zakonodaji, mislimo predvsem na zakon o financiranju pokrajin in zakon o prenosu pristojnosti na pokrajine, ob dejstvu, da v vladajoči koaliciji ni več nikakršne pripravljenosti za iskanje skupnih rešitev, ampak nam sporoča, kaj se je sama odločila, in to po naših informacijah ne ravno v celoti enotno in v velikem navdušenju vseh koalicijskih strank in poslancev. Mi se bomo zorganizirali tako, da z svojimi glasovi zagotovimo, da ta vladni projekt ustanovitve pokrajin v tem mandatu ne bo sprejet. Grožnje koalicije, da v takem primeru ne bo sprejet tudi v naslednjem mandatu, potrjujejo samo naše prepričanje, da gre za izključno politično zahtevo, da mora biti v tem mandatu sprejeto, ne pa za zahtevo, pa željo, da se Slovenija ustanovi, da v Sloveniji ustanovimo pokrajine in gremo v nadaljno stopnjo decentralizacije. Pri čemer veste, da mnogi strokovnjaki pravijo, čim več pokrajin, tem manjša decentralizacija, čim več pokrajin, tem večja ohranitev centralizacije v državi, ker je toliko manj možnosti, da bi pokrajine res lahko kvalitetno dobile in uresničevale potrebne funkcije, ki bi prispevale k odpravljanju regionalnih razlik in približevanju odločitve državljankam in državljanom.